Ljudje in ljudine, poslušate Obot 34. epizodo druge sezone. Kaj je podcast Obot? To je podcast, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo in poslušamo serije, filme in risanke vseh žanrov od F do Z. Obot, ostri bodeži ostroumnih detektivov. Smo, tako kot vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Hart in moja malenkost, ime je Aljoša Harlamov. Skratka, 34. epizoda, ki jo posvečamo, kot smo obljubili, večkrat, na več mestih, v več epizodah zadnjih, filmu Knives Out oziroma Nož v hrbet ali v bodovskem prevodu Nože bun, ki ga zaenkrat žanrsko predelimo kot kriminalko, več o tem v nadaljevanju. Film, ki je bil premierno prikazan pred tednom dni in se zdaj vrti v vašem lokalnem kinu oziroma kinocentru. Mi smo si ga ogledali v kinogledališču v Bežigrad. Preden se ga lotimo, seveda standardno opozorilo, ta epizoda bo absolutno vsebovala kvarnike, razkrili bomo identiteto morilca, zato če boste šli film šele gledati, ne poslušajte dalje. Ali pa najprej pogledajte prvo tretjino filma in ko boste uganjeni morilca, poslušajte epizodo, k filmu pa se lahko vrnete pozneje. In če po tretjini filma ne veste, kdo je morilec, vam ime Mito in sedite nasproti mene. Hecam se, pogledajte res film, se splača, poslušajte epizodo pozneje. Če pa filma ne boste šli gledati, vas pa precej bolj zanima, kdo bo v tej epizodi ušpičil najbolj zločinsko šalo, pa nam sledite v vilo Harlana Trombija, kjer se je pred tednom zgodilo nekaj grozljivega. Maestro prekine tole napetost z introm. Okay. Cool. No, to je bila napetost, ki bi jo lahko rezali z nožem. Mi pa smo... Se pravičujem za te res lene pane, ampak kako se reče pan po slovensko? To sploh ni bil pan. Pan bi moral biti neko pomensko, ampak okay, to je bila pač... Taki word pan. Dovtip, hvala. Dovtip, to je pan. Ne, to kar je on. Hvala, Igor. Skratka, Knives Out v kinih je, ljudje, če niste opazili. Napisal, produciral, režiral je Rian Johnson, ki je med drugim režiral Brick in Looperja in zadnje, mislim, skoraj že pred zadnje Star Warse, Medzvezdne vojne. Igra cel kup enih ful dobrih ljudi, ampak zdaj bo nekdo najprej povedal štorijo, bom jo kar jaz. Skratka, omenili smo junaka Harlana Trombija, on je nek pisec kriminalk in nekega dne ga najdejo mrtvega s prerezanim grlom, pač sumijo, da gre za samomor in zdaj je vsa ta njegova velika družina, ki je popolnoma odvisna od njega finančno, so seveda osumljenci, kajti kako že Benoit Blanc, pač sumi, nekdo ga je najel, skrivnostna oseba, anonimna oseba mu je poslala kuverto denarja in on sumi, da se je zgodil umor v resnici in intervjuva vso to familijo, da ugotovi, kdo ga je ubil. In to je v bazi pač ta film, no, mislim, ta štorija tega filma. Zdaj, kjer se tu odlepi proč od žanrskih stalnic, je, da nekje na tretjini dejansko vidiš, kdo ga je ubil. Ja. Čist tako je direkt razložil, to je bilo to, ampak pa na koncu vseeno vodi zgodba še malo drugam. Zdaj, mene zanima v osnovi, kak se vam je zdal ta twist, kaj ste vam je zdelo tak, ne, zagotovo ni bila ona, samo zdi se, ali sta bila tak, jaz sem takoj vedel, da ni ona, zato ker tale, kako se je že Blanc izrazil, luknja v krofu, ki je donut, mi je bila takoj očitna, ne, ker ona je taka marljiva sestra, ne, medicinska sestra, ki je skrbnica, da ne bi kar pozabila negovalka, hvala.
da ne bi kar tako pozabila ta protistrup. Ja. In to je mene cel cel spremljalo, da bi tale luknja je manjkala skozi ves zaplet. Jaz sem pa imel čist drug občutje. Meni se je pa zdelo vse to, kak Harlan čist tako ima vse skupaj pripravljeno, da pa on izvaja nek trik. In sploh potem, ko še vidiš, da je zdaj pa... Jaz sem v resnici mislil, ja. Celo familijo. Točno to je. In še tisto, kar reče, da nikoli ne veš, ali je to pravi nož ali tale prop, da zagotovo on je živ, pa je nekako tu s fejkom, ampak pol ti res ni jasno, kak... Jaz pa nisem mislil, da je živ. Jaz sem pač res verjel, da je mrtev, ampak da je on vse pripravil na to, da bi izgledalo kot umor. Ja. In da je on tudi, jaz sem mislil, naprej najel Benoita, in da je tudi on flaške menil. Zato sem jaz mislil, ker jih je podaril z ploščo, in sem več mislil, poanta je, da podreš in da je vse nastalo tako, kot ste rekel, vse mi se je spričko, sem zato, da bi razširil da bi pač naredil res echt kriminalko in da bi pač ta detektiv imel kaj delati in da mogoče tudi sam ne bi vedel, kdo bo zdaj za njegov samomor v resnici kriv, ne? In se mi je zdelo tako, da je pač en tak prase, čeprav ko smo spoznali, v bistvu je več bilo, da še nekaj je, no? Da je neka fora, no, v tem, ampak kaj sem hotel še ena stvar. Ja, mogoče eno besedo prerečemo še o tem, kaj to je, če ni, mislim, to ni zgolj kriminalka, ne? Problem slovenske definicije je, da mi vsemu rečemo kriminalka. Kriminalka je pa v resnici žanr, v kateri središču je kriminalno dejanje. In to je podžanr tega pa kosmetja. In v resnici je to, Američani to imenuje murder mystery, se pravi, ne vem, kako bi sploh to... Kdo ga je štihnil? Nekaj je bolj whodunit. Murder mystery je pač neka skrivnost, je v ospredju, ki mora biti razrešena. Morilska zagodka. Ja. In ni nujno, da je umor, veš, lahko je marsikaj, ne? V Baskervilskem psu, recimo, se tudi umor, ampak recimo, če ne bi bilo umorov, bi bilo seveda kdo strašil, oziroma kaj, v Scooby-Doo, recimo, ni umorov. Ja. Ampak pač... Dobro, pa tudi Skandal in Belgravija, no? Ja. Ampak Praga ti pa, recimo, so vedno umori. Ja. Zato je to pač whodunit, je pa ožja definicija, ki pa je res zločin in zdaj iščemo morilca, kjer pač pri whodunit je zelo pomembno, da lahko gledalec oziroma bralec sodeluje pri tem. Ne? To je pač whodunit. Nisem tako, da detektiv išče morilca, ampak da so tebi dani neki indici in da ti lahko sam sodeluješ pri tem in ugibaš. To je poanta. To je v bistvu Miss Marple, Poirot, Columbo... Vse je pač to, Agatha Christie je pač tista, ki je nastavila pač, ki je klasik tega žanra. Eni pa govorijo za Agatha Christie tudi znotraj tega, da je cozy mystery, kar pa pomeni, da prinese ponavadi zgodi prvič, da umor ni blazno krval in da ni povezan s seksom ali pa z nekimi takimi stvarmi pač grdimi za britansko. Ja, nič skandinavskega. Ali pa strasti. Ja, ampak da je pač tako nek preračunljiv motiv, neki v zadnje pa neko pričevanje, recimo. Ja, in da je zelo clean umor in da ponavadi v manjši skupnosti, ne, se pravi, da je pač ta krog osumljencev zelo majhen in seveda v središču tega je zmeraj, zato je to spet še tudi detektivka, se temu reče, ne, ker v središču tega je nek genijalen detektiv. Zelo pogosto je v Cozy Mystery sicer to nek po-amater, Miss Marple, recimo, ne. Ali pa Murder She Wrote. Ja, ali pa Jessica Fletcher, ki je pač tudi pisateljca, ne. Ampak pač za detektivko pa je zelo značilno, da je to genijalen detektiv, se pravi Sherlock Holmes, recimo, takoj pride na pamet. Ali pa Columbo, ki je nekaj vmes, ki misliš, da je neumen, pa na koncu razreši celo zadevo. Ja, to je monk. Ja, tudi. Tako da ja. Glavno, vsi smo dosti tega gledali. Ja, skratka, tega žanra. In recimo pač v serijah zelo pogosto se je zadnja leta dogajalo, da so si že zmišljevali, kdo se lahko razrešil, more, ker res niso več vedeli, komu bi še dali. Ne? Recimo Mentalist, ki je imel prvih nekaj sezon ful dobrih, on je kvazi jasno videti, se pravi, nekdo, ki pozna v bistvu trike tega trena in zna psihološko ceniti ljudi in je on razreševal umore. Ne? Zdelo pa se mi je zelo zabavno, ker v filmu on reče, Daniel Craigu reče pač, Chris Evans mu reče CSI KFC. Ta super dizel.
No, in tle noter imamo pač vse. No, tukaj so še šli potem v Supernatural, so meni zelo zabavni elementi, kot iZombie, ki sem večkrat omenil, kjer je forenzičarka, ki je zombi, ki dobi spomine trupel in potem na tej osnovi razrešijo umore. Ampak dobi random flashbacke, ki niso čist tako, kdo ga je ubil, ampak so neki indici. Ne? Evo, zdaj pa na tej točki, a vam je bil, kar se tiče z tega hudanit, a vam je bil hudanit, pač vam je do konca vlekel za nos pač, zdaj pokrite si ušesa, če nočete. Ne, se smo že povedali. Ja, ampak nismo pa povedali, da je pač recimo Hugh Ransom Drysdale tisti, ne? Ja. Ki ima neke prste vmes. A na kateri točki sta posumila, da je on zraven? Ali vam je vlekel do konca? Ne, v zadnji tretjini me je v bistvu bolj sem že začel sumiti, da bi on bil, ker kot prvo fulga ni bilo v prvi tretjini. Ja. Potem njegovo sumljivo ime, zakaj se ona druži s tipom, ki mu je full ime, mislim, Ransom. Že to mi je bilo tako. To se mi je zdelo zabavno, pa kao ima neke Ransom. Ja, ima neke fore. Samo sem vseeno mislil, ker je dobro odigrano, pa postalo posneto, ne glede pravilno zrežirano, da ko on ponudi svoje usluge, nekako reče, ne, se boš dala ti meni delež, pa tako naprej, kao se mi zdi, ok, mogoče pa vseeno, ne. Mislim, me je držal do konca, ampak moram povdariti, da sem full antitalent za to v filmski obliki. Pri takih zadevah jaz full uživam, jaz samo noter padem, pa se po večini niti ne ukvarjam s tem, da bi sam preveč aktivno iskal. Se pa nimaš tega užiti, mislim. Jaz uživam v filmu in tudi včeraj, mislim, ko smo ga gledali, ja, sem tudi užival v filmu, ampak jaz uživam tudi v tem iskanju, dejavnem iskanju, kde moraš. Mislim, jaz grem do nekaj. Se sprašujem in zelo pozorno poslušam, kaj se govori, kako se pokaže. Ampak ne na račun moje utopljenosti. A veš, da bi zdaj... Si vzel 5 minut pa razmislil. Ja, kaj pa zgubim film, a veš, mogoče zgubim kaj pomembnega. Ne? In reči sem noter vklopljen, pa da me na koncu preseneti, ker naprimer v epizodičnih verzijah, ala Sherlock za BBC naprimer, mi je pa bolj zabavno, da mislim, je pa meni malo boljše, ker imaš med epizodami čas razmišljati, naprimer, čeprav Sherlock je malo slaba, ker ni nadaljevanje. Ampak veš, kaj mislim, med epizodami se lahko malo bolj ukvarja s tem, z sledmi, Kako je bilo Igor te? Ne, jaz imam glih nekaj vmesen pristop, jaz ful se rad potopim not, ampak kot filmski kritik vedno tudi vse te elemente analiziram sproti, ko gledam že od igre in tak dalje. No? In tukaj sem dosto opazil, kako preračunljivo se pojavlja ta lik not oziroma se ne in kje je fokus na in kdaj je preveč fokus na njega. In isto, ko recimo že ona babica reče Ransom si spet ti in eno par takih zadev, ki se pojavi, je bilo, se meni zdelo, da je malo giveaway. Mislim, ampak spet, po mojem bi se režiser lahko odločil tam na koncu še en twist dodati, da na drugo smer odpeljati, bi bil še vedno zadovoljen s filmom. Ne? Prav, jaz bi pa tako rekel, če bi zdaj na tole še, ker malo pa je kompleksno, ne moramo kar tako, veš, preko ramena reči, da je dost, naprimer, če bi zdaj šel prav cel komplot tukaj zdaj tale kompotek razstaviti, ne pa reči, kao, ok, tako je šlo, to je šlo, pole pa, veš, bi kar malo trajal, se mi zdi, no, ker je pa ni tako na easy, ne, zaplet. Meni se ni zdel, ne. Ne, jaz mislim, da dvomim, da kdo res ugotovi točno, kaj se je zgodilo, čisto vse, to skoraj ne mogoče do konca, ampak jaz sem na Chris Evansa vedel, da je on takoj, kaj prišel. Aha. Ker je bilo preprosto... Kaj je to mač? Ne, tako je bilo izpostavljeno, da so psi lajali po njenem odhodu in pod on pride je prva scena, ki ga vidiš popolnoma izven vsega, kar je bilo do zdaj, vidimo prvič lik z okna dol, kako ga drugi gledajo in ga prvič tako psi napadajo. Okay, je bilo pač tako, je bil giveaway, tako. Jaz sem pa več ful tega bral in ful sem vajen tega, da opazim, ko ena scena štrli ven, ki je narejena zato, da mora biti pač clue, ampak skuša biti clever, v resnici pa ne more vedno biti. Ne? Ja, čist giveaway je spod napisi. Je tam, ko potem pride do tiste zapuščene pralnice, tam ona. In ona reče, I knew that it was Hugh.
kar zveni kot ampak potem spodnapisi ne morajo tega. Nisem tega opazil. Spodnapisi to nekako probajo rešiti in izpade čisto okrat, ne spomnim se zdaj točno, kaj je zapisano. Zelo je bilo okorno. Ampak je zelo okorno, ker ne moreš, ker pa sta preveč podobni besedi, zdaj potem kasneje, da to referencaš. Mislim, prevajalsko je to tak čisto nekaj nemogočega, kaj ti dajo. Ne? In v knjigi nekaj takega lahko rešiš z enim bistveno daljšim, tukaj pa pač dejansko imaš 6 besed ali koliko jih ona reče, predno umre in to je to, Tako da, to se mi je zdelo, mislim, tam je pač čisto jasno, da je HIV, ne? Jaz to priznam, da sem preslišal. Mislim, videl sem, da je nekaj narobe s podnapisom in da je neki joke, sem priznal, da nisem slišal tega HIV. Ja, jaz to je ne, mislim, se zelo, pa tudi ona zelo krčevito umira, tako da se mi je zdelo, ok, pripišeš nekim zadnjim mukam ali kaj, ne. Ja, samo glede na podnapis ni moglo drugo biti. Veš, da nisem bil pozoren, jaz se spomnim, kao pač ti si kriva, da je bil prevod, ne, ampak se pa spomnim, da bi neki še ene dodatni znaki so še zraven, tako da to. Ampak ja, to pa je taka stvar, ko pač avtori pogosto ne pomislijo, da ne gre prevesti. V drug jezik, ker pač se mi zdi clever in je nekaj takega, kar so biti lahko filmski studio rekel, mi pa moramo gledati še na international, ampak je spet odvisno od žanra, pa budžeta, pa vsega tega. To je relativno mali film. Se mi pa zdi, da v bistvu brez tega, ker Hugh ga kličejo samo služničat, in se mi zdi, da če bi to umanjkalo, ta aspekt, kakšen odnos ima on do služničadi, pa kako se film tudi nagovarja neke določene razredne napetosti, da se tako izrazim, bi bil dost manj, se mi zdi film. Zdaj, če bi začeli neki zaradi studija ovinkariti okrog tega ime spreminjati, pa nekaj, ne. Ne, se mislim, da Ryanu Johnsonu pač noben nič ne reče več po Jediju. Se od meni tudi zdi, nimaš mu kaj reči. Pa že Looper, recimo, je bil zelo premišljeno narejen film. Ne, on je mojster ubrtine. Karkoli vzame, do zdaj, kaj sem videl, karkoli je vzel v roke. Razen Brata Bloom. Veš, da tega raz nisem gledal. Se pametno, keep it that way. Ok. Ja, tisto probal narediti nek film, ki se dogaja na več kontinentih in je full quirky characters, ampak tak full ni, pa tudi cast se ne izkaže in mislim, da je se predtem je naredil Brick, ki ga je sam bolj manj financiral in se dogaja v srednji šoli, pol Brothers Bloom pa je ona huge zadeva, pa ni čist točno ve, kaj. No, tle se mu je cast, tle je pač cast res izjemen, tudi res ne mogel mimo. Pač jaz priznam sicer, bral sem tudi neke reviewje, ki so ravno to učitelj filmu, da pač ful je preveč, toliko je likov, da seveda ne morejo vsi stopati in eni imajo pač zelo malo v resnici obrobno vlogo, on mulci iz Ita recimo je pač sam naci na telefonu. Ja, ne, meni se najbolj zdelo tale kaj je že Jamie je malo bila manj, kot si bi pričakoval. Jamie Lee Curtis. Toni Collette. Jamie Collette, mislim, Jamie Lee Curtis je bila še kar dost not. Toni Collette je bila čisto dost manj. Mislim, je manj, ampak jaz mislim, da je ona itak imela tako karikiran lik, pa tako, da mogoče tudi ne bi bilo breda. Je meni tak ful... Ne, drugače je bila izjemna. Meni je bila ona prisotna. Od vseh mi je bila ona najbolj. Mislim, za Danielom Craigom, ki sem mu jaz tle na tem mestu pač priklanjam. Jaz sem toliko užival, ko sem ga poslušal. Vse, kaj ta ti preče, Ludwig Blanc je... Bral intervju z Ryanom Johnsonom in je rekel, da ko je delal ta lik, ne je vedel, da mora biti malo, ne? Tako malo Roma Brke, pa nekaj tako mu mora dati, ne? In potem je na eni točki šel full overboard in je ugotovil, da ko je ugotovil, da pač ima ta lik že eye patch in ne vem kaj še vse zraven, ok, mogoče pa če vse to damo bek, pa ima samo na glas. Ne, super je bil, pač tako res odigra, malo gledališko na način, ampak imaš ves ta feeling ful omaža nekim tem klasičnim detektivom, od Hercula Poiroja do Sherlocka, do ne vem koga, pa malo tudi tako, na koncu mi je bil totalno simpatičen
kako se je postavil za to punco, no, skratka za Marto, ki pač tam, ko ugotovi, da toksikološki zvid pač ne bo ukazal tega, ni bil takoj, ne, vi ste, ne vem, pravci in ne vem kaj. To res mi je bil simpatičen. Je pa ful je plastičen. Tudi, naprimer, tam ena scena, ko on zunaj cigaro v temi kadi in on ne pride ven, pa nekaj okrog njegovega očeta se gre, pa da on poznal ta starega Harlana, kar že samo po sebi dost pove. Kva pove? Ampak pri tem ostane. On ne izdaja dosti v sebi, hkrati pa je tako zelo full volumna za temo. No. Tako da ni zgolj ena vreča z naglasom, ampak je tak zelo plastičen, lep lik. Mislim... Tudi Daniel Craig, ko ga odigra, malo sem opazal to njegovo obrazno mimiko, ker tako usnice v Bondu on pač vsemu visi dol, zato ker je Stone Cold varianta. Tukaj pa vedno z nekim rahlim nakremženim nasmeškom mišice nazaj vleče, kot da ima usta polna nekega tobaka, ne vem, tako je zgledal zelo fajno. Mislim, da se mogoče tudi za ta južnjaški naglas malo potruditi, tako da ima neki v usti. Da malo bolj... Ampak res je bil super. No, pa Michael Shannon mi je bil zelo všeč kot Walt. A drugače pa ta Ana de Armas tudi ni slabo odigrala. Ne, mislim, ona je prav fenomenalna igralka, tako v Blade Runnerju, ker smo jo prvič videli. Je pač ona lepa virtualna punca, ki pokaže neka čustva, ki jih ne pričakuješ, ampak okej, še vedno je lik toliko omejen zaradi svoje virtualnosti. Tule pa je prav odlično odigra tole cel spektr teh čustev, ki jih čuti raziskovanja zraven, in blazno super deluje s Craigom. Jaz sem prav tako razmišljal, da potem pa bo ona pa šla skupaj raziskovati. Se tudi on že reče Watson greva. In definitivno bi gledal še en kup filmov, Komod bi gledal to serijo, stari Komod, Daniel Craig kot aka, še južnaški Sherlock Holmes, veš, daj mi. Meni je bilo tudi všeč za Christopher Plummerjem, ki je bila zelo lepa kemija med njima dvema. Torej star, inteligenten moški, 5 let star moški, ki piše kriminalke in rad špila go, pa se furat zabava. In ona kot negovalka, emigrantka, ampak tudi full brihna, mislim, tam Goga premaga, veš, pa tako, mislim, tako lepo, pa še posebej ta njim tik. To smo pozabili omeniti. To je briljantno. To se mi zdi, takoj ko je bilo to omenjeno v filmu, se mi je zdelo, vidva ste gledali skupaj, zato ker je itak nuca za kot ona ultimativni lakmusov papir, ker če se ona zlaže, bruha. In to se mi zdelo, ne vem, če sem to že kje videl. Jaz tudi mislim, ponovadi, če jaz pijem, bruham. Take pogruntavščine so meni zelo všeč. Kar ponovata, veš, takar posplošimo. So meni zelo všeč, če jih znajo uporabiti. Nazadnje se spomnim, je bilo v filmu Lucky Number 11, ki je bilo pa naš srečnež 11. Josh Hartnett igra enega tipa, ki se znajde v stanovanju, ki prije na obisk k frendu, frenda ni doma, on gre not, in potem pridejo mafici eni in drugi in vsi zahtevajo denar od frenda in njega pretepajo. In on razloži, jaz pa ne padem nikoli v paniko, zato ker imam eno bolezen, da ne padem v paniko, da pač nimam neke hormone, ne delajo vrejo in pač, gledaj, za me oni probajo biti, ampak bomo že zrihtali, ni panike, gremo. To je krasen film, drugače. To se mi je zdelo tudi, ker je tako dalo neko, kako rečem, ekstrovertiran simbol njene razlike ali drugačnosti napram vseh onih kretenov. Ker ta razlika, ki jo pa film takoj vzpostavi, takoj na začetku imaš intervju post-mortem, torej, in seveda so takoj nezanesljivi pripovedovalci, en se bolj laže kot drugi, tako se že lažejo, da moja, mislim, Tinina stara mama bi rekla, tako se že lažejo, da bi lahko pošla to. Medtem ko ona pa sprva ne. Mislim, je tako zanimivo. Dober kontrast je, pa najde glih prave besede, kar je bilo tako naročeno. In se mi zdi, da v bistvu tak Ryan Johnson je znal to lepo spelati skupaj, dobre te puzle skupaj sestavljati. Pa seveda je to totalen joke na Watsonovo vlogo, ker Watson je ponavad Watson zastopa bravca, pač, oziroma gledalca v filmih in je pač tist butelj, ki mu Sherlock razlaga stvari, pač, ker razlaga gledalcu, ker drugač gledalc pač
če mu Sherlock ne bi razložil, ne bi nikoli gotovo, kako on prišel do nekih stvari. Ampak tle, seveda je ona v vlogi, kjer ona v resnici ve, kaj se je zgodilo in plahta več Sherlocka. Ne? In se mi zdelo zelo fino, kako pač ona seveda bruha kalaže, ampak moraš ji postaviti pravo vprašanja, da ona, kako je dobro, recimo, speljala tisto, ki je pač razlagala, kaj se je v zadnje pol ure zgodilo, ker je pač vedno mu dajem ta zdravila. Pač ni rekla, katera mu je dala ampak vedno mu dajem te doze. Je fuldo dobro. Se mi zdi tudi tako lingvistično in vse zelo fino. Ne, mislim, ta film je prav mojstrovina tega, kak je skupaj sestavljeno. Prav tako, lahko ga gledaš, kolikokrat hočeš, pa boš vsakič pač vse te koščke, sestavljanke na novo videl, mislim, da. In kar je se meni zdelo še ful pomembno, da to uspe krasno nadgraditi z tem družbenim komentarjem. Kar mislim, da je v tem žanru najbolj uporabljeno od Gosford Parka, mislim, da je bil takrat, to je bilo v 2003, čist prelom, da je 2001. Da je to tako vključo not. Ampak tam je bilo to še vseeno pač na ravni viktorijanske Anglije. Viktorijanske? Ja, mislim, da pač tam nekje. Glavnem, začetek 20. stoletja, ki je vseeno ena druga družba, pa lahko rečeš, tako je bilo takrat. Glej, revni so bili ful revni in bogati so grdo delali z njimi, tukaj pa vidimo sodobno družbo, sodobne odnose med ljudmi različnih razredov in ko se izkaže, da bo ona podedovala vso bogatstvo, tudi vidimo, kaj si oni zares mislijo. Od tega, da ti si član družine, bomo poskrbeli zate, do tega, da glej, nima smisla, da se ti zdaj vztrajaš. Ja, veš, kaj poskrbeli za njo, seveda v takem čisto pokroviteljskem odnosu. Se ne bo še tle Don Johnson, ker je pač, slišimo ta pogovor o Trumpu in on podpira Trumpa, pač več vemo, da je Trump, ona menja rdečo kapo, snemi si to rdečo kapo in pa ta predsednik Butel in to. Vse to, po drugi strani pa on kao skrbi za njo in citira Hamiltona, recimo, ki je o migrantih. In je taka res tako, kako liberalci pač po eni strani komod grejo na musical Hamiltona in si mislijo, glej, te reveže migrante, ne vem kaj, ampak v resnici se pa seveda obnašajo k prasci. Plus to, da seveda noben ne ve, odkot Marija v resnici je, kar je govori Peru, Brazilija, ne vem kaj. Druge države. Sploh da Brazilijo dodajo zraven. Ampak zanimivo, noben ne reče Mehika. Vejo, da ni Mehika. Zdaj si mi je tako zelo lep tač. No, pa zdelo se še mi je fino, seveda v končni fazi ona je njegova negovalka, tako da nek način ga je Butler ubil, pač, če ima tako, pač ni sicer sodobna vloga, pač negovalka ni glih Butler, ampak... ampak se tudi ga ni ona ubila. Meni se zdi po moje zabavno pič to na sestanku, ki je prišel do studija, kao, naredili bomo Sherlock Holmesa z južnaškim naglasom, ampak ubil ga bo v bistvu Butler / Watson. Ampak to še ni vse, bomo še pa na lepo gor še en dodatno patino. Pa Captain America bo not. Absolutno, mislim, da je Chris kar dobro odigral. Chris je dober. Pa mislim, da je glih prava vloga po tele veliki briljantini, ki se tiče Marvela, pa to, da si vzame malo bad guy douchebaga, mislim, res je kreten. Vse vem, ampak tako da malo razbije to podobico. Pa dobro je odigral, mislim, da čist dobro odigral. Super je in jaz moram reči, da se veselim serije, ki jo dela za Apple, ki berem knjigo, mislim, sem že kar daleč. Defending Jacob. On igra tega državnega tožilca, ki preiskuje umor enega srednješolca in ugotovi, in potem je glavni osumljenec njegov sin, ki je bil sošolc tega fanta, ki ga ta fant bulja njegovega sina. In potem pač ima cel flip, da mora on zdaj braniti sina predvsem tem. Hkrati pa je še to, da foter in dedek in mogoče celo pradedek od tega Chris Evans lika so pa bili morilci in pijanci in tak, ne? In pol pač sumi, da tudi pač gensko mogoče sin ni čist tam, ne? Tako da to se mi zdi, da bo fenomenalna vloga za njega, če je v redu režija, pa vse to bo se zelo fajn izvedel. Dobro.
Ja, meni je super. Mislim, ta družben komentar tudi na koncu se zaključi z čist direktnim disom, no, ali fakičom, ko dvigne šalco, My House Rules, ki piše gor, pa jih gleda dol iz balkona, odjebite zdaj, velčki. Super, ta zaključen prizor je res... Močen je, ful močen. Tudi Jamie Lee, predvsem tale dihotomija mi je bila še Jamie Lee Curtis, torej stara koka horror filmov, kad cigaret, kad pa gleda gor, beč glisi mi bajta vzela, ona pa v deki pa za šalco, kjer piše My House Rules, beč. Meni se zdelo kadr vmes. Mi se bomo proti temu borili, ne gremo nikamor, to je še vedno naša hiša, pa ste ko brnejo do odvetnika, je še vedno naša hiša. Ne, tudi ona fora, Chris Evans, čist predn ga odvedajo policisti, pribije, kao, ti this is my birthright, to je moja rojstna pravica, ta bajtam, to bogatstvo, to je vse moja, tak Leblon, ki reče, ba da bo tiho, to bajto je fotorkup od Pakistanca v 80-ih, shut the fuck up, veš. To je glih, mislim, zelo krasen komentar, pač čist na celo Ameriko, kak je Manifest Destiny in pravica cel kontinent med vaša, če ste prišli pa pobili tiste, ki so bili prej tam 10 let nazaj. Nekaj meni se zdi, da ona je prava ameriška zgodba tukaj noter. Ne oni, ki stremijo, pa so stremuški, stremuški so, ki v bistvu samo hlepijo po bogatstvu, ki ni njihov. Ki ga je v bistvu prejšnja generacija. Ki ga prejšnja generacija naredila. On pa celo hoče biti do njih fair, pa reče, pejt vam, pa si zasluž cash, to je Amerika, ne. Pejt vam, be your man, self-made man, ali woman, kakorkoli, ne. In ona to doseže, kljub temu, da pač oporoka, ampak kako ona hitro tudi zagrabi, pač to, ker reče, ne bom. Ne? Ali pa ko jo Walt skuša tamle na hodniku pregovoriti, lej, če ti z odvetniki pa to, pa lahko tvojo mami not spravimo v sistem, pa levo desno, in te pa on reče, pa sej, ok, se za to rabiš samo resurse, ja, ok, sej jih imam. Torej, si mi dal vse, celotno formulo, tu gor, ne, no problem, stari. To se mi je zdelo res, koliko na tisti točki bi jaz popenil, če bi ona se zdaj strašila, kaj bojo pač mati, ne vem, mislim, denarja imaš, koliko hočeš, to je Amerika, sorry, srček. To ni nič problem. Ona ni stremela po tem denarju, ampak dobila ga pa je, pa tudi zdelo se je, da v bistvu je upoštevala željo pokojnega, pa ona je v bistvu s tem, ko je pomagala hišnici, ne, da je preživela, ne? Ker bi lahko zbežala, bi lahko uničila določene dokaze. Mislim, ni preživela sicer, preživela je samo do bolnice. Do bolnice pač, ampak ona bi lahko drugačno pot obrala, bi se v bistvu v večji direkt spravila kot to, ampak ni mogla vedeti. Ona pač delala zato, ker je good person, ne? In Leblon, ki to tudi reče, ti nisi nič za ti si pač good person, ti si dobra negovalka, ti si vse ono levo desno in v bistvu ta cash bolj manj njen, kamo. Tako da mislim, jaz jim ne bi dal niti penija. A ti ne? Prasti ne crkne. Mislim, sorry, tudi ona njena kvazi frendica, pač čerka od unih je tudi pač tako je izrabila tisto sekundo, ko je pač lahko, ne. In pač noben ni bil na njeni strani. Pa tudi tale ni imela nobenega problema s tem, da njena mama okrog prnaša starega, ne? Ja, ne, oni so vsi drug za drugim so slabi ljudje, no, res. Še najmanj Jamie Lee Curtis se mi zdi, no. Čeprav ona samo reče, da ima uspešno firmo, nikoli bolj... V resnici je tako kot Trump, ne, Foter je dal $1 milijon in je self-made. Chris Evans jih tam kar dobro razkrinka, ne, oziroma Ransom jih kar dobro razkrinka. Ja, tam lepa je. All of you, eat shit. No, skratka, mislim, da lahko kar z tega tiče zaključimo, da smo na tem filmu blazno navdušeni in da če ga niste še videli, pa ste zdaj vse to poslušali, potem mogoče malo manj uživali, ampak vseeno idite gledati. Ja, gledajte, danes so danes razglasili Zlate globuse, pač nominacije in pobral je 3 nominacije. Naj film, musical ali komedija, Daniel Craig je seveda pobral za glavno vlogo in ona... Tudi ona je dobila. Tudi ona je dobila za naj... Ana de Armas? Mimogrede sem to v omenil, da Golden Globe že malo kaže to, kar sem jaz pričakoval za Oscarsko sezono, namreč, da je DiCaprio nominiran za glavnega, Brad Pitt pa za stranskega. Res. Vse to se odloči studio. Da bojo tako izkoristili, ker bojo hoteli obe nominaciji, ne, pač mislim obe. Se pa vidi, da Brad Pitt in Ad Astra pa nogo, kljub temu, da zelo... Jaz bi tako dal Jojo Rabbitu. Jojo Rabbit pa
ful malo dobi nominacij. Na tleh je dobro se kaj. A dobro? Tam mali je dobro, ja. Pa scenarij ima prirejeni, pa še neki. No, kaj, ti si zadnjič povedal, da v bistvu ga ne bo v distribuciji. Ja, koliko sem zvedel, filma ne bo v distribuciji, ker distributer ne verjame, da bi ljudje radi ta film videli. Tako da jaz predlagam ljudje, ki bi radi videli Jojo Rabbita, pišite na Kinodvor, pišite na Kolosej, mogoče kdo tam pišete na Cineplex. Mogoče kdo tam, nok. Ne, mislim, mogoče kdo bere tisti mail, ki jih dobiš na Kolosej. Distributer ne gleda Nova 24, tam je malo more folka, ki je željno takšne naci vsebine. Ja, ne čist takšne naci vsebine. Mislim, da večina tistih ljudi bi bila ful bolj zadovoljna, če bi Triumf Desviles. In ne bi preštal. Nazaj v distribucijo. Ampak, ja, mislim, gledajte, če bo dovolj ljudi pisalo kinooperaterjem, bo se mogoče kaj zgodilo. A naredimo mi podcast obot peticijo. Mogoče bomo morali začeti odpreti. Mislim, meni se zdi res tako kar grdo in podcenjevanje slovenske publike v resnici. Pa ne razumem tudi njihove ideje za tem, pač oni zdaj mislijo, da so na Leafu vsi to videli, ker so to hoteli. Ker na Leafu so bile vse projekcije skoraj da polne. Tako je. In to ti mora pač povedati, da očitno neko zanimanje je. Zdaj pa edino, kar bi si ti lahko rekel, je, ne, zdaj so pa vsi že to videli, ker so hoteli. Ampak tudi Parazita bi povedal. Ful narobe gledaš na to, pač za začetek Parazit pa Jojo Rabbit ni isti distributer. Ni isti strošek distribucije tega filma, tudi ne. Za Parazita poleg tega dobiš subvencijo, za Jojo Rabbita ne moreš. Ampak kar je pa ključno pri tem, pa da za te velike filme, kot je Jojo Rabbit, se distributer ne odloča na osnovi tega, koliko je dejanskega povpraševanja ali pa kaj, ampak obstajajo neke marketinške analize, ki so... Gotovile, da se mi ne smejimo nacijam. Zelo je thorough, ampak ni toliko pomembno to. Pomembno je to, da so bile narejene v Zagrebu ali pa v Budimpešti ali pa so bile narejene v Londonu in nimajo dejanske veze z nami. Samo pač Slovenija kot nek abstrakten pojem, ki ga vidijo nekje v tujini v sklopu evrskih znakov, nima dovolj teh evrskih znakov, da tako rečem. Okay. Mislim, meni se to res zdi tako. Meni tudi. A polja tudi isti razlog, zakaj Frozen 2 ni v originalu. Ja. To je isti razlog. Ja. Okay. Tu se pol oceni, koliko so stari gledalci, ki bi jih to zanimalo, bla, bla, bla. In potem se odločijo, da pač ne vem, ker film na zadnje je bil v obeh variantah, ta pa ne vem, Lion King recimo je bil v obeh, ta pa ne. Seveda, da je Lion bil, zato ker je v bistvu, ker špilajo na retro feeling, ne? Ja. Veš, fotri pa tam mali, da grejo skupaj gledati tisti film, ki ga fotri že pozna, veš, kao ta retro moment, ne, itak. Če smo še malo pri tem... To bi imel editor zdaj, ampak... Donut with the hole. Če se vrnemo malo k Nože vun, trenutno je v kinu še film Parazit, ki ima na tej socialni noti ene zelo močne sporednice z Nože vun. In sicer v obeh filmih vidimo odnos med služabniki in pač ljudmi, ki so jih najeli. In za razliko od običajnega razmerja delodajalec, delojemalec, kjer pač človek zaposli nekoga, da bo delal nekaj, kar on ne zna, je pri teh služinčatskih odnosih, da so zaposleni ljudje, ki delajo nekaj, česar njihov delodajalec noče delati, ker se mu gabi, ker je pod častjo. In posledično se to prenese tudi na lik, da je ta lik njemu ogaben in pod častjo. In zdaj v Parazitu je to osnovna tema filma in je briljantno prikazano in jaz menim iskreno, da je to en najboljših filmov leta in definitivno si ga pejte pogledati, je pa super. V Kinodvoru je zdaj le. Če smem čist malo polemizirati. Parazita sicer nisem gledal, ampak a ti trdiš, da v bistvu potem takem je v Nože vun, so oni na Marto gledali zviška zato, ker je opravljala nekaj, kar oni niso želeli?
Ja, ker ona, kar je upravljala, ona je bila negovalka, kar je pomenilo, da mu je dala zdravila, pa vse to ok. To razumeš, da rabiš nekoga, ki je profesionalec, ampak oni večkrat poudarjajo, da je ona bila njegova prijateljica. To je bilo tisto, če se oni niso hoteli. Ne, tudi drugi poudarjajo. Na začetku čisto reče, da je bila za družbo bolj karkoli. Ja. In tukaj ni mišljeno na nobeni točki čist nič seksualnega in tudi ni bilo nič takega. Jaz osebno nisem imel feelinga, da oni na njo gledajo zviška, zgolj pač, kako ne rečem, prijazni so, dušbegerski, pokroviteljski, ne vem, ono levo desno, in šele ko zapadajo v tisti eksistenčno grozo, ko bojo več cash zgubili, padajo na to na nižjo dno, da začne on mali nacij že govoriti nekaj, pa veš, da je malo grozijo, pa tako le desno, ampak da bi bili, veš, da bi se ona njim zdela manj vredna. Ne vem, če bi šel tako daleč, no. Da bi rekel manj vredna. Veš, kaj mislim? Ker manj vrednost je zelo močna beseda, moraš priznati. Ne vem, jaz bi pač rekel, da mi je bila bolj nevidna kot manj vredna, da sploh niso na njo računali v resnici zelo res, da vse je bilo pač tako, bi jaz tudi mogoče pač, čeprav v nevidnosti je določena, pač je ta manj vrednost, ampak ni izpostavljena tako, mogoče bolj tako. No. Ne, mislim, da če primerjamo to z Gosford Parkom, kjer je ta tema tudi zelo živa, tam je dosti bolj očitno, tam so jasne linije, ti si služinčat, ti si v tistem nadstropju doma, ti pa še med znotraj služinčadi, ne? Potem kdo ima kako sobo. Ne me razumeti, vse film govori o tej razredni razlojenosti, kao drugačnosti, ameriški razlojenosti, da so tako izrazili, ker tudi oni so zelo high, mislim, upper class, to je tako top 1%, ne, v bistvu ona ne čistam, ampak ona podeduje 60 milijonov, ne, cirka, pa založbo, pa pravice do vseh njegovih knjig, ne, za filmske pravice, bla, levo, desno, to je oren cash. Ampak, veš, ta feeling, zdaj, ko ti govoriš, ne, torej ta, ker opravlja nekaj, kar oni ne želijo, gledajo zviška, ne vem, jaz tega nisem zaznal, nisem začutil, no. Bolj, drugo pot imaš, ali pa tvoja mati je registrirana imigrantka, naprimer, ne vemo, odkot si. No, ampak vseeno, noben se z starim ne druži na tak način kot ona. Ransom je igral z njim go, ampak ne več tak ful, pa ne toliko pristno prav. Vidiš, da oni imajo neke bolj poslovne odnose z njim, dosti bolj poslovne kot pa bližnje človeške. Še kaj mogoče, bom se malo korigiral. Mogoče pa je to posledica tega, ker dejansko v filmu bolj prednjači odnos med Blankom pa njo. Ne, kao, v bistvu, Blank pa do nje je čisto korekten, ne, pa tudi Christopher Plummer, ker ona pokaže neke svoje, a veš, je to ok, medtem ko do ostalih je pa ona antagonist, ne, do njihovih teženj, ne, tako da, vse vem, kaj misliš, no, so tak, mogoče, manj vredna se mi zdi malo močna beseda za. Ne, mislim, mogoče je tudi to posledica tega, da sem jaz videl Parazita predn, sem videl ta film in sem potem dosti bolj se pravi, to da moram komentirati, ker nisem sensitiv za te ideje, no. Ampak vsekakor si ga pogledajte, če še niste, ker tale pa je tudi nominiran v kategorijah za najboljši film in scenarij, kljub temu, da je korejski. No, pa če to poslušate danes, pravi torek, ga imate danes ob 9 v Kinodvoru, recimo, če ste z Ljubljane, pa tudi jutri ob 6, pa spet v petek ob 9, tako da imate kar neko šanso, no, da ga še vidite, Parazita. Medtem ko seveda Noži Vun pa igra tudi v kakšnem lokalnem kinu zdaj ta trenutek. Tako da, veselo gledanje. Veselo iskanje. Skratka, mi priporočamo, mislim, je kar zabaven film, tisti 2 minute, kar hitro mimo. Tehnično, mislim, a ni tight. Vse je tako tight. No, se ni da bo zdaj full hudo fotografijo na leto, pa ne vem kaj, ampak tako je tight narejeno. Mislim, tak, niti en kader ni tako preko ramena vržen. Pa tudi, veš, ta scenografija oziroma pač... če kako so nekaj rekli, kao you all live in, kot tak s tistimi žnaški rečejo, you all live in this Cluedo house. Že to ta joke na Cluedo igro, ne? Ker hiša je res taka zelo spet karikirana. Pač je to tudi značilno za te Agatha Christie stare kriminalke, da pač imaš karikirane like. Ker ti moraš res tako v par dialogih, moraš ti vedeti, kdo on je, moraš ga znati umestiti in takoj ti morajo ene stvari iti v lik, skratka ti moraš takoj štekati,
Toni Collette takoj razumeš, kakšna je ona pač s temi svojimi nekimi New Age marketinškimi influencerkami, in takoj veš, kaj približno paše knjignem liku in kaj ne. In takoj moraš pol gledati, veš, na te kluje, pač na te namige. Ne, pa tudi, mislim, taka stara bajta ti ful da, torej stopnice, ki škripajo, ura, ki ima skrivni predal, okno, ki se vidi samo od zunaj, naprimer, ne, a veš, take dobre fore, ki jih samo vila ti lahko da, neka kludo bajta, da se tako izrazim, ne. Skratka, mi smo bili zadovoljni, pejte gledati Daniel Craig še enkrat, hvala ti. CSI, KFC. Zdaj pa še hitro vsake eno kriminalko, ki jo priporočamo po ogledu tega. Kriminalko? Misliš film ali... Murder Mystery. Murder Mystery. Jaz sem kar začel z Gosford Park, ki smo ga že parkrat omenili. Altmanova, eno zadnjih njegovih filmov, krasno zgrajen, in potem, kar je pa najbolj briljantno v tistem filmu, pol, ko tako čakajo, da se pojavi človek, ki bo zdaj razrešil umor, in pride briljantni detektiv in ga igra Stephen Fry in je najbolj smešen detektiv ever, in potem pač enostavno reče, ja, ok, to je bilo to, čau, gremo. Okay. Ta je bil zelo lušen. Mislim, jaz bi komod za to vrgal v ring bilo kjerga od Fincherjevih, ampak bi rajši dal, ne vem, 8 mm. Aha, ja. Ja, ne. Mislim, ker meni je full dark, pa tam sem prvi slišal za Snuff. Ja, pa posnel ga je tip, ki je poleg tega posnel Batman and Robin. Ok. Igor, si spet Igor. Pa jaz bi za jaz sem bolj tako... Sem hotel naprej, da sem te so bolj noir, bolj murder mystery, jaz bi zbral Primal Fear z Edwardom Nortonom, Richardom Girom. Ta je sicer bolj tudi, kako se že temu reče, bolj sodniška. Proceduralka, zato ker že kao mama osumljenca in je priprt in je njegov odvetnik, ampak se mi zdi, da je tako ena tak, da tle recimo je Edward Norton zavedno prišel v moj srček, ker tako odlično odigra. Tisti zadnji nasmešek, ok? Fenomenalni je. To je res film, ki ti pove vse o tem, kakšen genij je Edward Norton, in pol, ko boste šli ta nov film njegov gledati, boste lahko obžalovali. Jaz nisem gledal, pa kar sem videl po trailerju, izgleda katastrofa. Tako da to bi jaz recimo rekel. Drugač pa pač jaz sem full fan Agathe Christie že od malega, da so mi dva z mamo brali, jaz sem prebral vse njene, in seveda full fan Sherlocka Holmesa, čeprav tam včasih zelo težko rečeš, ker pri njem je pa res težko sodelovati, ker on pač vidi vse in ve takšne malenkosti, ki jih ti absolutno ne moreš, medtem ko pri Agathe Christie, pa ko prebereš tako 10 ali pa 15, že zelo hitro ugotoviš, da je lik najmanj sumljiv vedno kriv. Še vedno boljše kot pri Kolumbutu, kjer pač pogledaš, tega tipa sem že videl enkrat v eni drugi seriji. On je, če je kak nov igralec, tako je pa navado, zima bolj znanja. Hannibal bi še tle, serija. Serija, ne film. Čeprav, na psihološki ravni bolj. Ok. Super, gremo na rubriko, kaj gledamo, beremo, poslušamo. In če pustimo The Obvious za enkrat od strani, ki so velike službe v razsobu. Velike tri, ki jih bomo vse pač obravnavali, ker jih moramo, ker ljudje moje, če tega ne gledate in če ne veste, o katerih treh velikih govorimo, pejte se soliti, ker res ne vem. Če poslušate ta podcast, veste, kateri so. No, a še kdo gledal kaj zraven tega? Igor je gotov? Jaz gledam Legion, drugo sezono, probam nadoknaditi. Meni je Legion zakon. Tina se malo punta, ampak dobro. I get it. Vem za kva. Meni je všeč zato, ker je bizarka na kvadrat, ker se vse bolj ali manj dogaja v možganih in je zelo barvit, z veliko domišljija narejen, odlična fotografija, odlična igra, pa ne veš, kva bo sledilo, pač enostavno to mi je všeč. In da takšen superhero žanr X-mene zapakiraš v neko tako surrealistično, dalijevsko, bretonovsko foro, se mi zdi genius in ga priporočam. Zdaj skušam nadoknaditi, pred mi HBO poteče, da ga ujamem. To sem gledal, Parks and Recreations, Sma Brooklyna, pa čakaj, ko še gledam...
Rick and Morty sem začel. The best je, I like it. No, jaz sem pogledal čez vikend Marriage Story, ker je bil zdaj pač ta booming, ker je prišla končno, je prišel film na Netflix in moram reči tako, da se mi je zdel zelo film, ampak da v resnici malo tudi ne razumem vsega tega navdušenja. Problem, ki ga jaz vidim v tem filmu, je mogoče napačna pričakovanja, ker se vsi govorijo in tudi film se reklamira kot ljubezenska zgodba, kjer pač nekaj gre narobe in pač pride do ločitve, čeprav se pač lika še vedno ima ta rada, neka ta fora, ampak v resnici zelo hitro ugotoviš, kdo je res kriv v tem razmerju in potem se ti pač ene stvari zdijo zelo logične in težko se toliko živiš, no, v resnici. Zdaj ne bi rad vam kvaril. A pa je res tako enostransko, mislim. Ni tako enostransko. Ta krivda, no. Ja, ampak krivda se meni zdi kar zelo jasno distribuirana, zato ker pač povratno tisto, kar ta lik pač pove svojemu partnerju, kaj on dela narobe, so vse tako, ja, razumem, ampak v resnici marsikaj od tega res lahko izhaja iz tiste izhodiščne tvoje napake. V resnici. No, to me je malo motil, pa v resnici so na koncu tak first world problem, se mi zdi, veš. Pač to je nek gledališki režiser in njegova igralka in tako ves čas ne bi bil ta vibe, da sta po resnici revnejši sloj, ne vem kaj, ampak v resnici si privoščita najboljše odvetnike in tako. In glede tega mi ni bilo. Drugače pa igralski performance Adama Drivera in Scarlett Johansson je pa fenomenalni. Moram reči, posebej Adam Driver spet je ful boljši, pač ima ful tudi teh momentov in se mi je zdel, kar se tega tiče, film zelo v redu, edino spet predzadnja scena mi je bila pa tok neumna, pa tok izven celega filma, se vseeno, no, skratka, če boste pogledali, boste videli pač ta neka musical točka, ki mi je bila tako, mislim, zakaj si pa, mislim, se ni musical, v resnici, ampak Adam Driver neki poje pač tam, in si sem tako, mislim, čemu je bilo treba to, ne vem, ker je pol naslednja scena dost ful čustveno močna in vse to. In tam šele začutiš pač to kvazi neko ljubezen med njima, ki še vedno obstaja. In to sem pogledal, no. No, Igor, si se spomnil, ti kaj gledaš? Ja, ne, v bistvu celcajt sem gledal Expanse, ki ta teden štarta. Eno ful pomembno, ta teden, za petek je planirano, ampak pazite to, zadnje čase Amazon daje stvari en dan prej ven. Tako da bodite pozorni, že v četrtek se mogoče kaj znajde, ampak nič nismo obljubili. Ampak mi bomo tako klikali, refresh. Tako da pogledal skozi Expanse še enkrat in je brilliant, še boljš kot smo v spominu. Čak, jaz mislim, da moram zdaj še prebrati. Ne, ti si na tekočem. Ti si že prebral 4. knjigo? Ja, ampak v drugem, če sem prav bral določene recenzije, se v drugem delu že 5. knjiga? Ja, da tudi neka vzporedna štorija, zato ker UN Chief Versterala. Ja, thank you. Se ful notr pojavlja vse v trailerih, ki zdaj špekulirajo že, da je 5. knjiga notri inštalirana, te pa še nisem. Ok, dobro. Da moram podvizati. Jaz najprej pogledam, pa grem pol brati. Ne, jaz pa reši prej. Ker da nisem razočaran na serijo, ker pol sem ugotovil zadnjič, da en kup fizikalnih pa političnih zadev iz 3. sezone so, mislim, iz 3. knjige so črtali, zato ker 3. knjiga je samo pol 3. sezone, ne? In je en kup stvari zelo kompaktiranih. Tudi, ne vem, Melvin razvoj lika celega, pa enih par teh stvari je malo na krajše narejeno, kot bi mi bilo ljubše, ampak ko sem gledal serijo, me to ni niti najmanj motilo. Tako da ne bi zdaj rad šel z previsokimi pričakovanji. Imaš v bistvu prav, mogoče je to bolj smotrno, ker vse veš, da ne moreš itak vse zapakirati v serijo noter, pa you got it right. Tako da drugače sem pa pogledal do konca še lažje zame, pa moj čas. Še 3. sezono Dear White People, ki jo moram ful priporočati. Mislim, koncept serije je, da se dogaja na enem faksu, kjer se pač tam napolti manjšina, glavna junakinja Samantha White ima oddajo Dear White People, kjer ona je tam napolta in razlaga belcem, kaj je cool, pa kaj ni v bistvu. Da naj ne govorijo niger za začetek, da ne hodijo blackface naokrog, pa tudi take bolj subtilne, ki
pač niso čist obvezne. In potem je. Kot naprimer. Ne vem, zdaj če se ne sprašujem za belski soroprijatelj. Gre potem štorija dost naprej od tega. Recimo druga sezona začne potem šopati in nek secret society od zadaj in nek mystery, ki ga ona, pa še ta drugi glavni lik, ki je en gej novinar, razrešita in se druga sezona eksplozivno zaključi s tem, da ona dva najdeta, kreknete zadevo in pridete do človeka, ki je zadaj za vsem in je tak fucking brilliant, ker ugotoviš do te točke, da je človek, ki je za vsem, narrator. Pri 2 sezoni je narrator, ki razlaga vse skupaj in potem je on tam in ona vas sta prišla do njega in 3. sezona nima več narratora. Ampak tema glavnima enakoma se pa cel ta Secret Society zdi stupid in delata večino 3. sezone s tem druge stvari, pač študenta sta. In oni tip je gej in je zdaj čisto out in si išče tipa in malo kak je to biti gej, ona študira, se dejansko ukvarja s filmom in pol na koncu pač spet pridete do tega, da grejo v tale nek mystery zadaj, ampak skozi to pa serija v bistvu razne odnose med moškimi in ženskami v odraščanju, mladi, pač razlike med generacijami, briljantno oddela in moram reči, da je ena bolj zanimivih serij z tega stališča, da ima ful verjev štorijo, ful dober humor, res, pogosto briljanten in še vse te teme zravno obdela. Najboljše mi je bilo tako v zadnjem delu, ta 3. sezona se je mogoče malo vlekla na sredini, ampak v zadnjem delu pa začne s tem, da je Dear Black People in se dogaja, bolj ugotoviš, da je znotraj zgodba v štoriji, pač satirična, kak bi bilo, če bi bil obrnjen ZDA, da bi bili črnci glavni in bi se belci bili ogrožena manjšina in kako bi to delovalo. S tem, da pač, ker je pa ona, Samantha White je pa mulatka, pa je ona vedno na istem položaju, lahko vmes, razlaga torej večini, kako se naj obnaša do manjšine. Mislim, zelo briljantno speljano in priporočam. Ok. Ja. Cheers. Aljoša, avtor. Ja, ko smo že pri tem, kera bolj bela zdravica kot cheers? Mislim, da po moje preveč pomisliš na serijo. Ja, mogoče. Kaj pa skol? Skel. Ta je full blond. Ja. Ljudje in ljudine, to je bila že naša 34. epizoda, 7. uradna epizoda 2. sezone. V njej smo se pogovarjali o filmu Knives Out, Nož v hrbet, kot je naslov ali Nože vun čreva na plot, kot bi bil štajerski prevod. Poslušali ste torej podcast po imenu Obod, podcast za serije, filme in risanke vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Mito, nimaš mu kaj reči, Gegit, Igor, ono prav mojstrovina. In Aljoša, če jaz pijem, bruham hrlavo. Sounds about right. Tole epizodo smo posneli pri Igorju doma in če smo se manj huronsko smejali kot v prejšnjih epizodah, je to zato, ker nismo želeli zbuditi otroka. Za gostoljublje se torej tokrat zahvaljujemo tudi Igorjevi družini. Hvala seveda tudi distributerju Blitzfilm oziroma Kino Bežigrad, ker smo se te filme lahko gledali na njihov račun, kar je zmeraj lepo. Ker smo se nekako odločili, da se tega, kje se nas najde na internetih, nekako ne gremo več, vsaj ne, ko nimamo kakšnega gosta. Kdor nas je hotel najti, nas je do zdaj tudi že našel, ali pa ne, hvala. Skratka, od prejšnje epizode imamo novo rubriko, ki se imenuje Izbira oziroma vprašanje. Malo sem stvar še razširil, ker drugače ne bi bilo tako zabavno. In tokratno vprašanje je, če bi koga umorila, kako bi se tega lotila? Jezus. A z Jezusom? Ja. Ja, ne, jaz mislim, da so bili, da bi bil Pilat in ostala vreščava banda kar učinkoviti, če se tega tiče, tako da ne, Jezusa se ne bi izbral. It's my number one target. Nego trče, kako način? Kako način? Torej, če bi koga, ko bi se ga... A ja, zdaj razumem. Ja. Okay. Ne rabiš reči Roman v tebi. Ja. Ne. Torej, kako bi se jaz lotil?
z mojo kuho. Itak ne znam kuhati. Tako da mislim, da bi se lahko pol na sodišču zgovarjal kot da je bila sreča. Iz malomarnosti. Je pa problem, ker z gobami pa ne je šlo skozi, ker pa znaš ta prave najti. Ja, to je res, ja. Ja, vem, ne, sebi skuho, ne vem, al dente, vse mislim, da je tisto, kar naredim. Igor, kako bi ti? Ja, ne vem, mislim vedno... Misliš, ok, zdaj zelo previdno, nadaljuj tle. Kaj vedno misliš, kako si predstavljaš, čakaj si po ponedeljkih zvečer? Mislim, da bo zdaj rekel, sem da skočil po skrepu buka, veš. I thought you were never ask. Ja, glej, no, mislim, eno hladno orožje je vedno fajn. Eno, samo te dobro. Vsaj dva. Ne vem, zakaj me je dal dva noža. Ker imam jaz sekiro. Serijs, kje imam sekiro? Imaš ti se, ne mi zastraši. Mislim, imel sem sekiro za kokose. Ti smel sekiro? Za kokose? Je izginila. Sekira za kokose, lepo. To je super, več hladno orožje, sekira za kokose. Ja. Jaz bi po moje, jaz sem bolj tako full odkrit človek, jaz bi po moje kar fental zelo odkrito in kar se predal. V resnici bi računal na to, da pač jaz s svojim svegom sodnika vrčujem, da si je on tip že zaslužil. A veš, če tako odkrito narediš, je po moje to sodniki cenijo. No? A veš, da pač noč ne skrivaš, noč tako ustreliš, pa rečeš, jaz sem bil. Ne, mislim, tegle, za začetek belci smo Slovenci, če v Sloveniji naredimo umor, imamo ful dobre šanse, da pridemo skozi. Ja, okay. Čeprav sem našel, zdaj imamo nove vzdelke, potem malo marno, hladno, odkrito. Skratka, ljudje, če vam je bilo všeč, kar ste slišali in le kako vam ne bi bilo, šerajte, lajkajte naš podcast, naročite se nam preko vašega najljubšega appa oziroma ponudnika podcastov, mi toplo priporočamo Castbox, dajte nam kakšno oceno na iTunesih, ker obstajajo, podprite platformo Aparato z odličnim izborom podcastov za vsakega. In če vas bo v naslednjih dneh prijelo, da bi koga umorili, ne skrbite, nič ni narobe z vami, to so pač prazniki. Pišite Božičku, da vam prinese en orang hrupocidne slušalke, naštimajte si naš podcast na najvišjo, še znosno glasnost in ignorirajte vaše najbližje s pogovori o vsem žanrskem. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku smo podcast s K-jem, obot brez pikic, tako je tudi na Instagramu, tam delimo rajcere, prikolice in druge zanimivosti in tja lahko smerjate vprašanja, pripombe, komentarje, morilske sanjarije, pritožbe, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Smo pa še naslednje 3 tedne že zasedeni. Slišimo se, mislim, naslednje 3 epizode že zasedeni. Slišimo se namreč čez 2 tedna, to je 24. decembra na božično noč. To bo božična specialka, ki vam jo bodo prinesli 2 bradata in en obrit božiček, ter še vedno skrivnostni gost ali gostja ali gost in gostja ali karkoli. Posvetili pa jo bomo Medzvezdnim vojnam in seriji Mandalorian, ki do takrat sicer še ne bo povsem konec. Jaz sem seveda prebral Mandoline. Lahko se seveda veselite tudi že novoletne specialke, ki bo zunaj za Stallonovo 31.12., ko vam bomo postregli s pregledom najboljših filmov in serij leta 2019. Prosim? Stallone je en dan kasneje. Ja, tako je. To je iz Dendrav, pijemo ga na Silvestrovo in vedno na Stallonovo. Sem jaz nisem razumel, kot je naslednje. Skratka, postregli bomo s pregledom najboljših filmov in serij 2019 s 3 gostjami, katerih identitete tudi še ne bomo razkrili ta trenutek, ker smo še sredi intenzivnih pogajanj. Takoj zatem predvidoma 7.1. pa bo zunaj 2. epizoda, posvečena serijama Gledalci in njegova temna tvar. Tudi ta z gostom. Skratka, zacahnite si koledarje, za 37 epizodo rabite že novega, veseli december bo zunaj hladen, znotraj vroč. Tole je bila 34. epizoda Obodovke in Obodovci, vidimo se v kinu na vzponu nebohodca, slišimo pa spet čez 2 tedna. Lepa. Ja.